No, Dita, da te vidimo. No, ki si Logan, bom da danes kaj posnela. Imam zic na hard nazaj, zato ker sem prišel včeraj zelo zgodaj zjutraj na letališče mal prek mal, kar se ponovadi nikoli ne zgodi. Se še malo zadremo, ali? Noben ni na rampi, zato bom šel takoj skozi. Pristati ga je noter, pol pa gas. Come on, man! Le koliko praha sem vzrok dignil. Če bomo začeti, najprej tole danes ne bojo sladko kisle, se bom raje šlo to in ga drugega vprašanja. A veš, kaj jaz takole šaltam med avtomobili, recimo na zadnje med Lexusom IS, pa med tem avtomobilom me folk vedno sprašuje, stari, pa kakšen je feeling, ko se usedeš iz enega hudega avta v Dačjo? Zdaj, hudiček, jaz tega vprašanja doskrat ne razumem. A veš, tudi ta avto, ko ga gledaš za mano, je, če mene vprašaš, hud avto. Daj, komu to ne bi, no, to je Dača. Ok, le bom razložil, to je zdaj hec, ne? Ti kot novinar oziroma nekdo, ki se ukvarjaš z avtomobili, moraš znati razmišljati v avtomobilih na drugačen način. Moraš se znati postaviti v vlogo tistega, ki bi ga točen tak avto zanimal. Ker če bi vse gledali popolnoma absolutno, ne, pol sploh nimaš udobnega avtomobila, dokler ne priješ kaj nekam do Rolls-Roycea. In če bi iskal ultimativno uporabnost, pa bi bil pa itak lahko zadovoljen sam z enim kombijem ali pa kaj. Pa tudi velika večina športnih avtomobilov, recimo BMW M4 ali pa Ford Focus RS bi bil pravzaprav tako, dosti brezvezni. Ker če bi gledali absolutno, ne, pa bi bil zadovoljen sam s kakšnim res hudim Ferrarijem, McLarenom, Porschem ali pa kaj takega. Treba je malo avto pogledati pa razmisliti o njegovi namembnosti. Pa mene boli, koliko ima ta avto do 100. A razumeš, kaj ti hočem povedati? Leti, ptica, bodi svobodna! Je pa mimogrede tole najbolj opremljen Logan, tudi zato, ker tamle gor piše Stepway. Stepway from the vehicle, veš. To pomeni, da je še malo robusten kot običajni Logani. A veš, zato se na taki cesti, na takem makadamu, na slabih podlagah še malo boš počutil. Dolg je skoraj točno 4,5 metra. Če mene vprašaš, je njegovo bistvo točno tukaj noter. Kufra je v osnovi, za 570 litrov. To je kar veliko. Kole zgleda tale luknjo, če pa zice podreš, sicer ne dobiš čisto ravnega dna, ampak placa je pa za švoh Jurja 520 litrov. Pa še na boljših stvari pri tem kufru, tale nakladalna višina je dobrih 60 cm. To ni toliko veliko in to je zelo dobro. Kar se pa kabine tiče, odkar je bil avto prenovljen, to je koliko dober let pa pol nazaj. Od takrat naprej moram reči, da je izkušnja malo bolj prijetna, je pa to še vedno tako zelo rudimentaren avto, kar se celotnega okolja okrog voznika tiče. Je pa volan recimo zelo prijeten, oblečen v usne, pa en premik mi je všeč, veš, stikala za spuščanje sprednjih šip so premestili iz sredinske konzole semle na vrata. Je pa obenem res, ne, da so stikala za zadnje šipe še vedno tukaj. Kar se celotnega feelinga tukaj v kabini tiče, če si zelo zahteven, če si navajen na ne vem kva, predvsem pa če si nisi pripravljen prilagoditi, pa malo drugače razmišljen, pa ti tukaj noter ne bo kralevsko. Če vprašaš pa mene, stari, jaz imam tukaj vse, kar nucam. Mislim od to osnovnih stvari. Tudi recimo kamero, ki ti pomaga takrat, ko voziš reverse ali pa hill holder, motor dizel 1.5 90 konjev, uporaba od 5.5 do 6.2, 6.2, predvsem zato, ker sem bil veliko tudi na avtocesti. A ja pa seveda cena. Tale avto, točno tale avto, ko ga vidiš za mano, sprav testen z neki dodatne opreme, stane 14 jurjev. 14 jurjev za hvaležnega delovnega konja z velikim prtljažnikom, robustna oprema, zelo primerna za take ceste. Mislim, kakorkoli obrneš, je price performance pri tem avtomobilu top. In to je tudi eden izmed razlogov, zakaj je točno ta avto hud. No, to sem hotel povedati. Tudi preskok iz Lexusa v Dačjo, taki preskoki niso tako hudi, če znaš pravilno na avtomobile gledati. Ok, zdaj sem pa že malo pozen, jaz moram tale avto vrniti, prevzamem pa še en hud avto, pa guess what? Tudi temu je ime Dača. Samo da je duster, ne? Se pravi, z levo se boš poganjala. Ti si gufi. Uno nogo, ki jo daš gor, daj jo bolj naprej. No, Dita, da te vidimo. A greš ti peš po Dačo? Ja, grem peš, kaj pa ti? Ditka? To je to. Hvala. Ajde, važno. Ajde, čau. Dita, veš, taka pihne, brez skrbi. Duster Flowmaster. To se pa zdaj spomnim.